Kadar ožilje ne deluje, kot bi moralo, se lahko zgodi kar nekaj srčnih okvar. Aritmija, kap, krvni strdki in tako naprej. Jelena, ali sploh obstaja v bistvu kaj, da v bistvu se lahko izognemo tem srčnim okvaram? Ja, vsekakor. Tukaj, ko govorimo o srčno-ožilnih boleznih, seveda je spet osnova, prehrana, pa potem tudi posebni nutrienti, ki so ključni za zdravje srca, ožilja. Ogromno je tudi teh srčnih aritmij, različnih nepravilnega delovanja srca. Ajurveda se zelo veliko ukvarja s tem spet bolj celostno, kot sama veš, bolj izhajam iz teh starodavnih znanj. In zaradi tega je zelo pomembno, da razumemo, kako celotno telo deluje. Tudi kar se tiče nekih okusov, izbire samih živil in pri samem zdravju, kar se tiče srčno-ožilnega zdravja, je zelo pomembno, da ne užijamo določenih živil. Kar pomeni pšenica, zlasti, ko govorimo o nekem tudi iz tradicionalne kitajske medicine, to je čas poletja, čas srca in takrat moramo paziti, kakšno hrano uživamo. Nič, kar recimo bo zgoščalo kri in ravno pšenica, pa za marsikoga tudi mogoče druga neka glutenska žita, zelo zgosti kri. In ko je kri zelo gosta, takrat pač ne more normalno teči, hranilne snovi ne prihajajo v celice, odpadne snovi ne grejo optimalno izven celice, pa hkrati v bistvu nastaja na splošno nek energijski zastoj. Zelo je pomembno, da užijemo hrano, ki vsebuje določene hranilne snovi. Tukaj govorimo o omega-3, ekstremno pomembno za zdravje srca in ožilja, magnezij, kalij, cink, selen, koencim Q10, to je vse lahko pridobljeno iz hrane. Če pa res imamo neko hudo pomanjkanje ali neke presnovne, prebavne težave, se lahko zgodi, da tega ne dobivamo v zadostni količini, potem razmislimo tudi o nekem dodajanju. Zelo pomembna stvar so tudi vitamini B kompleksa, ker vplivajo direktno nekateri vitamini B kompleksa na zdravje samega srca in tudi ožilja. Vitamin C, nekaj, kar deluje podporno. Pri hrani se gre za jagodičevje, granatno jabolko, jaz vedno priporočam, ali stiskamo sok, sveže stisnjen sok granatnega jabolka ali so še kakšne druge variante, pač nekaj, kar bo res podprlo naše srce. Zelo je pomembno, da v bistvu nismo zagrenjeni. Tudi tole, ne samo prehrana, pa neko dodajanje, ampak ta zagrenjenost je zelo problematična, posesivnost, to tudi šibi energijo srca. Majčken grenke hrane zelo pomaga, ampak tudi presežek grenkega ni tako optimalen za srce. Knajpanje, ena taka dobra stvar, se pravi izmenjava tople, mrzle vode. Zdaj odvisno spet, kakšne težave imamo. Nikoli ne delamo recimo kakšnih toplih kopeli, čeprav so zelo dobre, razstrupljevalne, ampak jih ne delamo takrat, ko imamo recimo krčne žile. Na to je treba paziti, da ne segrevamo preveč svojega telesa. Kaj pa vadba recimo? Tudi je zelo dobra, ampak spet od vsakega posameznika je odvisno. Recimo, če govorimo o neki aritmiji, recimo srčni, vprašanje je spet po teh tipih. Vata tipi, recimo, ali vata neko neravnovesje, pomeni, da bo sam srčni utrip neenakomeren. Če pa recimo imamo presežek pita energije, pa je to treba uravnavati, ponavadi govorimo o tahikardiji, če pa imamo kafa neravnovesje, potem je bradikardija, to je nižji srčni utrip. Zdaj si nam povedala v bistvu, kaj vse moramo jemati, uživati, da pravzaprav podpremo srce. Kateri so pa tisti najbolj očitni znaki, ki jih ne smemo spregledati, torej da pravzaprav ugotovimo, da imamo težave s srčno-ožilnimi boleznimi? Ponavadi, dostikrat se zgodi, ne vem, če to imaš v praksi neko izkušnjo, ko imamo nek napad anksioznosti, potem čutimo tle težo, srce pa mislimo, da imamo srčni infarkt ali nekaj takega. Se pa lahko tudi to povezuje res s stanjem srca, se pravi neko težo imamo v tem pljučnem delu, težje dihamo, lahko imamo tudi srčne palpitacije, čutimo že, da nekaj ne funkcionira, kar se srca tiče, lahko imamo, ne vem, močno smo utrujeni ali pač se znojimo ali recimo tresavico neko imamo ali se tudi pojavijo neke anksioznosti ali karkoli takega. Tako da pač marsikaj se lahko pojavi. Dostikrat pa moramo povezati tudi stanje srca, ožilja tudi z nekaterimi drugimi boleznimi. Recimo, če že imamo neke težave z diabetesom, sladkorno boleznijo, če imamo težave s ščitnico, je to hiper ali hipo, takrat lahko tudi pomislimo, da mogoče to tudi šibi delovanje našega srčno-ožilnega sistema. Tako da vprašanje, v kakšnem smo zdravstvenem stanju, kakšno neravnovesje čutimo, če se pojavi neki simptom, je treba preveriti, kaj se res dogaja. Tako nobenega simptoma torej ni za zanemariti. Ja, tako je. Jelena, hvala lepa sveda za vse te informacije. Vi pa sedaj veste, kateri so tisti najboljši načini, da lahko podprete svoje srce.